Razkol v demokratski stranki glede Izraela je bil po noči v Michiganu popolnoma očiten. Progresivni kandidat Abdul el-Sajid, ki je vodil kampanjo za prenehanje ameriške vojaške pomoči Izraelu, med drugim, je osvojil demokratsko nominacijo za ameriški senat. Premagal je proizraelsko kongresnico Hailey Stevens v enem izmed najbolj spremljanih strankarskih predizbornih spopadov. Stevens je prej poklicala el-Sajida, da mu prizna poraz. Ta tekma velja za ključen preizkus smeri demokratske stranke pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Več o tem prispevku naša Samantha Cohen. V Michiganu se je tekma demokratske stranke za senat spremenila v napeto volilno noč. Napredni kandidat Abdul el-Sajid se v Michiganu na predizborih za ameriški senat oklepa vse ožje prednosti pred ameriško poslanko Hailey Stevens. El-Sajid je vodil skozi vso noč, vendar se je razlika zmanjšala, ko so šteli glasove v Detroitu, Flintu in drugih pretežno temnopoltih skupnostih, kjer je Stevensova dosegla močan rezultat za skoraj 8 let v kongresu. Stevensova pa je imela podporo temnopoltega kokusa demokratske stranke v Michiganu in političnega akcijskega odbora kongresnega temnopoltega kokusa. Med kampanjo sta oba kandidata povzročila napetosti znotraj demokratske stranke glede politične identitete stranke, podpore Izraelu in vloge denarja v politiki. Denar ven, denar noter v vaš Medicare, gremo zmagat. Najlepša hvala. Ena od največjih razlik med kandidatoma je njuno stališče do izraelske vojne s Hamasom. El-Sajid je vojno opisal kot genocid in želi, da Združene države prenehajo z vojaško pomočjo Izraelu, medtem ko poslanka Stevensova podpira Izrael in vojne ne vidi kot genocid. Abdul, glasoval sem. Gledam uničenje v Gazi. In ne moram storiti ničesar, saj moj predsednik pošilja bombo za bombo. To je način, da rečem ne. El-Sajid je posebej zavrnil korporativne donacije. Hkrati pa je napadal Stevensovo, ker je prejela podporo AIPAC-a in z njim povezanih skupin in to predstavil kot politično breme. Stevensova je prejela približno $30 milijonov, kar je največja naložba te skupine v eno samo tekmo. Za razliko od svoje nasprotnice, veste, nisem vodila razdiralnega boja in veste, nisem krivila, veste, nobene organizacije ali skupine ljudi, veste, nisem širila strahu. Govorim o tem, kaj Michigan trenutno potrebuje. Michigan je hkrati predsedniško bojišče in dom ene največjih arabsko-ameriških skupnosti v državi. Zato je pomembno preizkusni teren za volilno in ideološko prihodnost demokratov. Stališča, ki izhajajo iz tega boja, so zaskrbljujoč pokazatelj, kam se demokratska stranka nagiba v svojem odnosu do Izraela. Zmagovalec teh demokratskih predvolitev se bo na splošnih volitvah pomeril z republikanskim kandidatom za senat Mikeom Rogersom novembra. Za več vpogleda z veseljem pozdravljamo višjega dopisnika Owena Altmana, ki se nam zdaj pridružuje iz Petah Tikve. Lepo te je videti, Owen. Torej, ta podrobno spremljana tekma v Michiganu izpostavlja razpravo o Izraelu, progresivni politiki in prihodnost demokratske stranke. Kakšno je tvoje mnenje o tem, kako je Abdul el-Sajid naredil demonizacijo Izraela in AIPAC-a za tako pomemben del te kampanje? Kaj nam lahko poveš? Anita, to res boli. Boli me kot nekoga, ki prihaja iz Michigana, ki je odraščal v središču judovske skupnosti v Detroitu in ko berem ter poslušam, kaj ljudje govorijo v zadnjih nekaj tednih, ko sem to spremljal in seveda danes. To je bila tekma, ki je dobila ogromne razsežnosti, mega razsežnosti. Nek član skupnosti je na Facebooku to celo opisal kot eksistencialno. Ideja, da bi imeli senatorja, ki je izrekel in zavzel stališča, kot jih je v naši zvezni državi zavzel el-Sajid, je nekaj, kar je resnično, mislim, zelo hud udarec za skupnost. Rabini v skupnosti danes, Benita, govorijo o odpornosti, govorijo o ponosu, da so Judje, govorijo o upanju. To, da ko grejo na Facebook in objavijo takšne pozive, to kaže, kje so ljudje trenutno, da potrebujejo takšno sporočilo. Koliko obupa ljudje čutijo. Ampak glej, kontrast ne bi mogel biti bolj izrazit, zato je to pritegnilo toliko pozornosti ne le volivcev v Michiganu, ampak tudi na državni, tukaj mednarodni ravni, o kateri govorimo. Ta bistveni spopad titanov znotraj stranke, ki je bila tako osredotočena na Izrael. Kot si rekla, Benita, Abdul el-Sajid se je lotil tega neposredno, naredil AIPAC in Izrael za osrednjo temo. Morda celo za glavno temo celotne kampanje. Nekaj, kar bi bilo za nas nekoč nepredstavljivo, da bi jaz, ko sem odraščal, videl, da se kaj takega zgodi.
To je udarec za AIPAC. AIPAC je danes izjavil, da jih ne skrbi ena sama tekma ali en sam volilni cikel, da gre za generacijski boj, kot pravijo, generacijski boj. Ampak v tem trenutku boli in je težko. Zdaj, seveda, kar to razlikuje naprimer od predizborov v tistih newyorških kongresnih okrožjih, je to, da Michigan ni tradicionalno demokratska zvezna država ali demokratsko okrožje. To je nihajoča zvezna država. In Abdul El Sayed bo imel zelo težko pot pred seboj na splošnih volitvah proti republikanskemu kandidatu, ki ne bo dojet kot skrajen, ampak kot bolj osrednji v primerjavi z drugimi v republikanski stranki za neodvisne volivce in nekatere nezadovoljne demokrate, vključno z nezadovoljnimi judovskimi demokrati. In ja, v zelo tesni tekmi je mogoče, da bo razlika 0,5% ali manj in da bo Mike Rogers na koncu zmagal novembra. To bi lahko bilo prav zaradi judovskih volivcev v Michiganu. To je možen scenarij, vendar je to dobilo epske razsežnosti. Resnično zadene v srce, Judov, ki živijo v Michiganu, in mislim, da bi nas to moralo res skrbeti tudi tukaj v Izraelu, ko gledamo naprej. Ko govorimo o skrbi, širše gledano, je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi vzpona demokratičnih socialistov v Združenih državah. Zaradi te velike raznolikosti znotraj stranke in kako bi lahko vpliv tega progresivnega tabora segal vse do predsedniških volitev leta 2028. Kakšno je vaše mnenje o tem? To je povsem mogoče. Če so bili Izraelci vajeni glavnih demokratskih kandidatov, ki so bili kritični do Izraela, bodo zdaj do Izraela še bolj kritični kot v preteklosti. Morda se bo Benita že čez 1 leto zbudila in videla kandidata, ki mu gre zelo dobro na začetku demokratskih predizborov, ki prihaja iz skrajne levice, iz radikalne levice. Alexandria Ocasio-Cortez ali kdo drug, ki ni samo kritičen do Izraela, ampak resnično želi prekiniti odnose med ZDA in Izraelom na enak način kot Abdul El Sayed. Zdaj je pomembno povedati, da obstajajo vsaj niansirane razlike med nekaterimi njihovimi stališči. Naprimer, Zoran Mamdani je proti ideji judovske države v kakršnikoli obliki. Kaj pravi Abdul El Sayed? Pravi, da načeloma ni proti ideji judovske države, vendar mu morajo pokazati, kako je to skladno z liberalnimi vrednotami, česar pa še ni videl. Kar pomeni, da ima nekakšno odprtost za določeno mero prilagodljivosti pri takšnih vprašanjih in pravi, da priznava judovsko samoodločbo. Zdaj v oklepaju povem, če priznavaš judovsko samoodločbo, je to samoodločba. Mi smo tisti, ki o tem odločamo. Kako se to ujema s tem, da pravite, da morate odobravati judovsko državo? Kakorkoli že, filozofske razprave, nekaj nians, a v širši sliki je zagotovo del tega tabora, tudi če je v tem taboru, tudi če se uradno ne imenuje demokratični socialist. In tako kot pri Zoranu Mamdaniju, ga vprašanje Izraela res globoko nagovarja in je del njegovega bistva, kar je eden od razlogov, zakaj se je tega lotil neposredno na splošnih volitvah, skupaj z drugim razlogom, na katerega je po mojem mnenju upravičeno opozoril, in sicer, da je AIPAC v tej tekmi porabil $30 milijonov zunanjega denarja. To je bil ključni del kampanje Hailey Stevens. V bistvu tudi. In zato se je lotil tudi tega, ter združil in povezal vprašanja Izraela in vojne v Gazi z vprašanjem denarja v politiki, kar seveda ne bo priljubljeno pri nobenem ameriškem volilnem telesu. Če pogledamo to določeno tekmo, Donald Trump pravi, da so to dobre novice za republikance. Ali ima prav? To je veliko vprašanje. To je bil argument, ki ga je med kampanjo podala Hailey Stevens. Potrebujejo bolj konvencionalen argument. Torej, izvolite zmernega kandidata. Michigan je politično razdeljena zvezna država. To je neodločena zvezna država. To je država, ki pravi, da bomo imeli težke splošne volitve. Torej, potrebujete volivce, da izvolijo zmernega kandidata, ker je to oseba, ki bo najbolje pridobila neodvisne glasove. Kaj pravi Abdul El Sayed? Pravi, da to ni pravi način gledanja na to. To niso volitve levo-desno. To so volitve proti establishmentu. Mike Rogers bo predstavnik establishmenta. Zato ne bi smeli izvoliti nekoga, ki je bolj zmeren. Izvolj bi morali nekoga, ki je proti establishmentu, da ustvarite to razliko. In to sem jaz. Želim poudariti še zadnjo stvar, Benita. Razlika tukaj je zelo majhna in obstaja veliko potencialnih zaveznikov za judovsko skupnost v Michiganu in drugod. Imamo več judovskih demokratov iz Michigana, ki sodijo med osrednje proizraelske judovske demokrate, vključno s kongresnikom, potencialnim kongresnikom, ki naj bi bil izvoljen novembra. Januarja bomo šli v Washington. Videli smo velik volilni odziv v temnopolti skupnosti, čeprav ne zaradi Izraela. Vendar obstajajo potencialne skupine, ki so zavezniki za AIPAC in za judovske skupnosti v Združenih državah Amerike v prihodnje znotraj demokratske stranke. Svojo moč so pokazali na voliščih v teh predizborih. Ni pa bilo dovolj, da bi Hailey Stevens zmagala. Vendar obstajajo zavezništva in povezave, ki jih lahko proizraelske in judovske skupine vzpostavijo na srednji do dolgi rok. Naprimer, s temnopoltimi skupnostmi po vsej državi, s kaldejsko skupnostjo v Michiganu, tudi če niso povsem znotraj demokratske stranke in obstajajo temelji potencialnih zavezništev, ki bi lahko povzročili, da AIPAC ne bi bil predstavljen samo kot glavni krivec, tako kot je bilo v teh volitvah, ampak kot del koalicije, kjer mislim, da bi proizraelsko stališče lahko bilo veliko močnejše znotraj demokratske stranke, če bi strateško razmišljali na dolgi rok in sodelovali z drugimi skupinami. Vedno cenim vaše vpoglede. Najlepša hvala. Višji dopisnik Owen Altman v živo iz Petah Tikve. Najlepša hvala.